Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala tudi predstavnikom civilne družbe za pravično Slovenijo za organizacijo tega soočanja mnenj, ki pa očitno ne bo soočanje, ker smo tukaj za mizo tisti, ki zakonu nasprotujemo, tisti, ki bi morali pa zakon pojasnjevati, pa so se pač upravičili. Kar je velika škoda, ker so nekatere stvari v tem zakonu, ki zagotovo, kot so dejali tudi že moji predgovorniki, zahteva nadaljno razpravo in mogoče se prav vse ne bi izkazali za slabe, ob zadostnem številu pojasnil in dodatnih analiz. To, kar pa je glavna rdeča nit tega zakona, je pa na nek način šokantno. Mogoče bi začel z odgovorom na vprašanje, ki ste ga postavili na začetku, in sicer ali je to zakon, s katerim ne bi se zapolnila, oziroma ali je to zakon, s katerim se bo zapolnila ta proračunska luknja. S tem zakonom in s temi 200-300 milijoni, ki ne bi se pobrali, vsaj na začetku, se proračunska luknja ne bo zapolnila. Govorimo o luknji, ki je bistveno večja od tega, kar nam se s tem zakonom pobralo. In v bistvu je to najbolj zaskrbljujoče, ker je to zgolj napoved, da lahko, dokler bo ta vlada, pričakujemo še več podobnih presenečenj, usmerjenih zelo verjetno v iste tarče, kamor tudi ta zakon meri. 2 dni nazaj je bila predstavljena napoved Evropske komisije o makroekonomskih kazalcih oziroma perspektivah evropskih držav, tudi Slovenije. Ta napoved uvršča Slovenijo naslednje leto na predzadnje mesto med 28-terico leta 2015, pa na zadnje mesto po gospodarski rasti. Na zadnje mesto po gospodarski rasti. Za naslednje leto, ko ne bi začel veljati tudi ta zakon, ko ne bi se proračun polnil tudi z nepremičninskim davkom, Evropska komisija predvideva več kot še enkrat večji proračunski primanjkljaj, kot pa ga z proračunom, v okviru katerega je tudi ta zakon predlagan, predvideva slovenska vlada. Za 4 odstotne točke večji proračunski primanjkljaj je v številkah 1,5 milijarde evrov. Evropska komisija za Sloveniji za naslednje leto napoveduje za 1,5 milijarde večjo proračunsko luknjo, kot pa je to izračunala slovenska vlada. Iz tega zakona bi dobili slabo petino tega denarja, ki pa ne bo šel za pokrivanje te luknje, ker seveda naša vlada tega ni vračunala. Naslednje leto ne bi po podlagi ukrepov, ki se istočasno sprejemajo oziroma predlagajo, večino tega denarja ali pa ves ta denar, ki ne bi se zbral iz davka na nepremičnine, šel za odškodnine tako imenovanim izbrisanim in za nadaljnje plačevanje privilegijev, ki se plačuje iz proračuna. Tem prvim od 120 do 500 milijonov, tem drugim vsako leto 35 do 40 milijonov. Verjetno je treba na tej točki začeti z glavnim očitkom temu zakonu, ki je seveda krivičnost, oziroma 2 glavna očitka je možno nasloviti na zakon. Ena je škodljivost, druga je krivičnost, ker ta zakon zareže povsod tja, česar oziroma kar niso preprečile močne interesne skupine, ki imajo zastopstvo v aktualnih strankah vladne koalicije. Iz zakona so izvedli ali pa so pač tam nižje stopne, kategorije, ki so tako ali drugače razpoznane kot glavni podporniki ali napajalniki strank vladne koalicije. Vendar pa je treba, ko govorimo o pravičnosti, poseči nekaj 20 let in že nekaj nazaj, točno 20 leti,
Takrat, če se spomnite, se je začelo lastninjenje nekdanjih družbenih stanovanjih hiš. Slovenije je bilo v osamosvojitvi okrog več kot 100,000 tako imenovanih družbenih stanovanjskih enot. Približno 5-6% prebivalstva je imelo stanovanjsko pravico teh družbenih oziroma državnih stanovanjskih enotah. V stanovanjih, deloma tudi v hišah, še posebej v Murglah. In na podlagi zakona, ki je bil sprejet, oziroma predlagan od vlade in potem v parlamentu tudi amandmiran, se je ta fond razprodal za smešno ceno. Vlada se je predlagala, da se to razprodal po pustih, ampak potem je Miran Potrč, pa še nekateri so to nesli amandmaje. In na koncu je bilo treba plačati za takšno stanovanjsko enoto dobrih 10-15% realne cene. In s tem se je veliko milijard družbenega bogatstva, zgrajenega iz stanovanjskih prispevkov 2 milijonov, ne pa 5% prebivalstva, razdelilo oziroma podelilo v roke tistih, ki so pač glavno bili privilegirani v prejšnjem sistemu, zato so sploh prišli do takšnih stanovanj. Več je bilo stanovanja, bolj je bilo kdo privilegiran, da je prišel do njega. Naša stranka je, ljudje so takrat to občutili kot veliko krivico. Naša stranka je zato, mislim, da leta 1994 ali 1995 predlagala, da bi tisti, ki so na ta način tako poceni prišli do stanovanj in s tem omogočili v bistvu izrobanje stanovanjski fond, s katerim bi lahko mlade družine, ne še desetletja, vsaj začasno, reševali vsaj svoj stanovanjski problem, da bi ti mogoče plačevali nekoliko več davka od teh stanovanj. Zdaj, ta naš predlog je bil z gnusom zavrnjen, češ da je protiustaven, da to posega v neke temeljne pravice in tako naprej. Minilo 20 let, zdaj je predlagalo obdavčenje vseh teh stanovanjskih enot enako. Se pravi, nekdo, ki je kupil državno hišo v Murglah za 10,000 evrov in je potem vredna 500,000 evrov, za to hišo plačal isti davek kot nekdo, ki je kot družina, ki je 20 let hranila in tudi sama prispevala delo in se ostala in sosedje so pomagali nekje na Koroškem, v Lukini, na Podjanskem. Enako bo to obdavčeno. Pravi, v 20 letih se ta krog krivice ponavlja in enostavno je ta udarec z tega vidika zelo težav. Prizadel bo slovensko podeželje, prizadel bo pravzaprav tiste sloje slovenskega prebivalstva, ki so bili že doslej desetletja deprivilegirani. Prizadel bo tudi lokalne skupnosti in prizadel bo gospodarstvo, predvsem malo in srednje podjetništvo, obrtništvo, pa tudi večja podjetja. Kratki smo govorili s predstavniki enega večjega podjetja, kjer so rekli, glejte, če bo zakon tako te sprejet, to za nas na letni ravni pomeni 300,000 evrov dodatnih stroškov. Mogoče se vam zdi pri teh milijonih, ki jih mi ustvarjamo na leto, to malo. 300,000 evrov, to je 10 do 15 delovnih mest. Rezerv ni več. Gospodarstvo se je moralo prilagoditi krizi že leta 2009, niso mogli najemati kreditov, kot smo jih mi pod Pahorjevo vlado. In seveda takšno podjetje bodo prisiljena krčiti število zaposlenih. Učinek pri tem podjetju je 10 do 15 manj zaposlenih, kar pomeni na drugi strani 10 do 15 več subvencij za brezposelne. Hkrati to pomeni 10 do 15 samo iz tega podjetja. Ima ljudi, ki plačujejo davke, prispevke, ki lahko poskrbijo zase, potencialno 30 do 40 socialnih problemov, ker so zadaj družine in vsi ostali, ki od tega živijo. In če to pomnožite z tisoči podjetij, ki ga prizadeti, so to tisoči novih brezposelnih kot posledica takšne obdavčitve v
situaciji, ko gospodarstvo nima več rezerv. Zdaj smo pri škodljivosti tega davka. Ta davek je za gospodarstvo in za nacionalno ekonomijo škodljiv. Tako kot je predlagan, je enostavno škodljiv in na koncu v proračunu ne bo dodatnih 200 ali pa 300 milijonov, ampak bo, če se štejemo vse posredne in neposredne posledice in škodo, tega denarja manj. Tega denarja bo manj in proračunska luknja bo večja in vlada se bo izmišljala nove davke, katero pač ostaja. Naj zaključim z tem, da podelim moje prepričanje z vami, da je ta davek, poleg tega, da je na koncu nek tehnični kompromis postavljen na skupni imenovalec tega, kar se je koalicija lahko uskladila glede na lobije in interesne skupine in proračunsko stisko in nezmožnost reševanja situacije, v katerem je država. Konceptualno pa je to seveda udarec proti podeželju, obrtništvu, kmetstvu, lokalni samoupravi, ni slučajno, da so hkrati, ko se je ta davek predlagal, da je vlada prišla tudi s predlogom, da se ukinejo manjše občine in tako naprej. Skratka, te udarec po istih slojih ali pa strukturah, za katere sedanja vladna koalicija misli, da niso njeni volivci. Ob tem so nedotaknjeni privilegiji, ki se še vedno nemoteno in še naprej izplačujejo iz pokojninskega sistema. Nedotaknjen je neproduktivni del javnega sektorja, kjer so največje rezerve in kjer bo pač potrebno uskladiti potrebe in možnosti, brez tega Slovenija nikoli ne bo šla iz krize. In nedotaknjeni so interesi vseh tistih skupin, ki jih stranke vladne koalicije neposredno zastopajo. Zraven pa je seveda tudi neka utopistična iluzija, ki je potopila prejšnjo državo. Spomnite se, ranka država je šla cugrunt, ko je imela okrog 20 milijard dolarjev znanega dolga in ko enkrat tega dolga ni bilo več možno vračati, so bili vedno novi pogoji, ko so najemali novi krediti. Ampak kljub temu se je širila ideja in duh socialističnega samoupravljanja, kjer pač dodana vrednost ni bila pomembna in tako naprej. In zdaj poslušamo podobne stvarico z istimi simboli se maha po slovenskih ulicah in trgih in predsednik druge največje vladne stranke, gospod dr. Lukšič, je to tudi uspel zapakirati v ta ključen stavek tega mandata, ko je dejal, da proračunski primanjkljaj oziroma proračun je 4-krat lažje napolnjen z novimi davki, kot pa z varčevanjem. To je pa koncept, ki je pač tukaj zadaj. Veste, kakšen je na koncu rezultat, če se temu sledi in mi gremo zelo hitro po tej poti. Tako da odpor proti temu konkretnemu davku na nepremičnine, pa te zahteve po normalnem postopku in neki normalni razpravi potem, da se omogoči primerjanje te zakonodaje z zakonodajo v sosednjih državah, ne tukaj, kot je država, so velikanske diskrepance. Nasprotovanje temu ni samo nasprotovanje temu konkretnemu zakonu, ampak tudi nasprotovanje nekemu ludističnemu konceptu, ki je v ozadju tega in podobnih ukrepov sedanje vlade in ki temelji na prepričanju, da je treba ljudi samo še bolj stisniti z davki, samo še povečati davke sem in tja, pa bomo išli iz krize. To pa je seveda nevarna stvar, potrebno tisti, ki to prodajajo in imeli oblast v rokah in večino v parlamentu, da je bilo sprejemati zakone, to šlo z nami navzdol. Žal se to bolj vidi z Brusla, zato tam tudi takšne napovedi kot iz slovenskih domov, ki je zvučelo preč televizijo in se
predstavi popolnoma drugačna slika od tega, kar realno živimo. In to seveda odlaša potem trenutek resnice in hkrati povečuje ceno za to tavanje oziroma za ta zaid. Tako da še enkrat hvala civilni družbi, da je tukaj skušala združiti te moči ne samo proti temu davku, ampak proti konceptu, ki Slovenijo pelje v propad.